povprečna mesečna neto plača na območju mestne občine Ptuj je v letu 2017 bila 12,3% nižja od enakega povprečja v Sloveniji in je še posebej pričela nazadovati od leta 2011 naprej, ob sicer nižji stopnji brezposelnosti, kot je povprečje v Sloveniji, ampak z pač dosti nižjimi plačami. Demografski podatki kažejo, kot ste že mnogi poudarili do sedaj, na zmanjševanje in staranje prebivalstva nad povprečjem Slovenije, torej vedno manj nas je, vedno starejši smo, potem je tudi dodana vrednost, kot je Nuška rekla, pa še nekdaj, mislim, da nas poudarila, zaposlenega v ptujskem gospodarstvu je prav tako daleč pod povprečjem Slovenije, mislim, da okrog 27-28 tisoč evrov. Ptuj se po drugi strani v Sloveniji in tudi v primerjavi z mednarodnim okoljem nahaja na samem vrhu po površini, po drugi strani pa se nahaja v samem vrhu po površini trgovskih središč na prebivalca in tudi glede na površino občine. To je 3,17 kvadratnega metra trgovske površine na prebivalca, medtem ko je v Sloveniji to povprečje 1,18 kvadratnega metra na prebivalca. Torej trikrat več. Dejstvo je, da se dodana vrednost teh trgovskih središč v največji meri odliva izven območja mestne občine Ptuj, po drugi strani pa primanjkuje sodobnih proizvodnih, visokotehnoloških in sodobnih storitvenih dejavnosti v mestu, kot tudi v samem starem mestnem jedru, ki se je zaradi prenosa trgovske dejavnosti v predmestje tudi povsem izpraznilo. Vprašanje je torej sledeče. Kako in s kakšnimi ukrepi vidite vlogo župana in mestnega sveta v zagotavljanju pogojev, to, kar ste že mnogi prej začeli konkretizirati, za povečanje proizvodnih, visokotehnoloških in storitvenih dejavnosti in s tem više kvalitetnih in bolje plačanih delovnih mest in usmerjanje dodane vrednosti in iz obstoječih dejavnosti trgovskih središč v večji meri v funkcijo dviga kakovosti življenja v lokalnem okolju. Torej, to je zdaj tisto, kar sem prej pričakoval, da bi prej splošno, da bi zdaj malo bolj pač konkretizirali to temo. Štefan. Torej, bom povedal konkretno izkušnjo. Moje globoko prepričanje je, da je boljše po Makedamu iti v visokotehnološko podjetje, kot po asfaltu na borzo. Zdaj, ko ste poslušali televizijo in poslušate javnomnenjske raziskave naših ljudi, asfalt, asfalt, asfalt in še enkrat asfalt. Noben ne reče, da bi rad imel visokotehnološko podjetje pa dobro službo. Tam, ko čitate odgovore, tam nekje na 30. od 30. do 35. mesta tu in tam nekateri reče, da bi imel visokotehnološko podjetje. Ostali pa vsi pločnike, razsvetljavo, kanalizacijo in tako dalje in tako dalje. In torej želja ljudi je infrastruktura, ne visokotehnološka podjetja. Kar se tiče pa visokotehnoloških podjetij, Nizozemci več ne želijo uvažati tuje delovne sile v Nizozemsko, ker jim morajo graditi džamije, ne vem kaj še vse. In so ugotovili model, iščejo regije, kjer je velika brezposelnost, pridejo v to regijo, odpeljajo ljudi na Nizozemsko, od čistilke do direktorja, eno leto uvajajo ljudi, potem pa fabriko z ljudmi vred preselijo v regijo. Pripeljali smo 6 visokotehnoloških nizozemskih podjetij, ki so bile tukaj 6 mesecev. In veste, kaj se je zgodilo po 6 mesecih? Od 4800 ljudi v njihovih podjetjih niti eden ni bil zaposljiv, ker je najnižja izobrazba bila srednja šola s poznavanjem CNC tehnologije in programiranja in tako dalje. In torej sanjate, da boste za 4000 ljudmi, ki jih imamo na borzi, ali pa s 3000 ljudmi, ki jih imamo na borzi, brez ustrezne kvalifikacije in znanja, torej to so mokre sanje visokotehnoloških podjetij. Hvala lepa. Igor. Jaz mislim, da to ni ravno vloga občine. Občina mora biti support podjetjem. Support podjetjem in to je tisto, kar smo vsi nekako rekli. Infrastruktura, to smo vsi tedi, samo jasno in pravim infrastruktura, to te pločniki, pa to te, kaj vi vsi razlagate. Jaz mislim, tu morajo ljudje radi živeti, se pravi, morajo imeti kulturo, morajo imeti redno gledališče, morajo imeti kino, morajo imeti, da bo užival, ko bo končal za službo, da bo rad uživel, da bo imel krasne parcele, kjer bo lahko zgradil, da bo imel možnost tu stanovati. Jaz ne vidim velikega problema, da se nekdo pelje danes v Maribor. Res ga ne vidim. Dobro, zdaj imam enega v družini, ki se vozi, ki že ima to kufe vsega, ampak mislim, da moramo omogočiti Ptuju, s tem bomo, vse podzavestno, bom rekel, ko ustvariš te pogoje, da so delavci radi tu, potem tudi ustvariš pogoje za boljšo proizvodnjo in večjo rast. To je način, o tem se pogovarjam. Hvala.
Robert? Bom začel v bistvu tudi tako, da ne bo to razumljeno kot delno malo replika Štefanu, pa preko sem poslušal tam Dejana, pa mislim, da je Rajko govoril v isto smer. Štefan, jaz mislim, da podjetja, visokotehnološka, pa če prihajajo iz Nizozemske, prej dobro preverijo, kam grejo. Tako da mislim, da ni bil problem samo pri nas, pa pri teh ljudeh, ampak je to bilo kaj več. Dejan je podaril hale, industrijske cone in podobne zadeve. Jaz nisem proti industrijskim conam, gradni hal, logističnim centrom in podobno, ampak nisem pa temu naklonjen toliko, kot sem drugim aktivnostim, oziroma drugim priložnostim, ki so povezane z zdravjem, zdrava narava, ekološko pridelana hrana, turizem, kultura, zgodovina. In tu imamo veliko več priložnosti. Cela Andaluzija, ki je v bistvu skoraj četrtina Španije, se je odločila, da ne bo imela industrije. Mi pa govorimo o priložnosti, kot da bi delali industrijske cone. Ne, zato ker to je visoko rodovitna zemlja, ker mi lahko pridelujemo ekološko hrano, ker Sloveniji pada samo oskrba. Mi lahko pridelujemo tukaj zadeve, vino in hrano za celo Slovenijo, plus kultura pa zgodovina. Hvala. Rajko? Da malo spreminjamo ritem, ne? Jaz sem že prej nakazal, kje vidim vlogo občine, kjer lahko z svojo intenzivnostjo pomaga gospodarstvu. Bom pa rekel, pa ne iščem izgovorov v državi, vendar ko danes slišim, da je danes, mislim, da bilo potrjeno 392 evrov, mislim, 392 evrov za brezposelnost nadomestila. Pol pa se vprašaš, tam pa nekdo še za minimalca dela, kdo bo še ti sploh delal? Halo, tu je treba neke druge ukrepe imeti. Poleg tega, kaj se zgodi? Nekoga dajo na minimalca, potem razliko mora država dati, ampak tega še ni konec. Pol pa je treba tu plačati razliko vrtca, pa šole, pa brezplačne malice in koga to bremeni? Mestni proračun. Torej, se pravi, tu je treba nekaj narediti, pa ne iščem izgovora v državi, ampak jaz upam, da bo zdaj ta garnitura, da bo vseeno začela razmišljati o tem, vem, 392 evrov človek ne preživi, vendar ko pa gleda, da nekdo dela za minimalca tam, pa mora vsaki dan biti, je pa to nepravično. In tu bo najprej treba napraviti res, da bo te zadeve ukinili, da se minimalec dvigne, torej da bo delavec dobil primerno plačo, da bo lahko plačal, ne vem, vrtec, malico in tako dalje, in da bo s tem razbremenjen občinski proračun. Hvala. Ja. Jaz dejansko ostavim pri prvi točki, šel sem tisto globalno zadevo, potem nisem mogel niti nadaljevati. Tu je konkretizacija. Se pravi, je šlo dol na turizem, pa je šlo na izobraževanje, se pravi, Ptuj univerzitetno mesto, energetika, se pravi, da gremo po stopnjah, se pravi, dvigniti prilive, prihodke mestne občine Ptuj in pa na drugi strani z energetsko samozadostnostjo znižati in tudi seveda s hrano z lokalnega okolja in z vsemi temi ukrepi znižati stroške. Se pravi, gre za sporedne ukrepe. In dejansko pa je osnova tega, da se moramo zavedati, da je potrebno aktivirati vse resurse, ki jih občina ima. In nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča je en tak, recimo en vir, strašen vir, ki ga občina ima, ampak če bi izračunali koliko, zdaj imamo 25 milijonov proračuna, če bi to dejansko ocenili, koliko pa je neaktiviranih teh zemljišč in, bomo rekel, nekih površin v nepremičninah noter, bi pa mogoče prišli iz tega naslova, ne vem, mogoče na 27 milijonov, ki pa bi lahko seveda potem investirali v pročelje stavb starega mestnega jedra in tako dalje. Hvala lepa. Andrej? Pred tedni sem bil v občini Odranci, kjer sem se pogovarjal z gospodom županom, ki mislim, da bo tudi še en mandat. Mogoče veste, tam je bila velika investicija Kartago, avtodomi, in sem rekel, čestitam za to investicijo, pa mi je gospod župan rekel, pa kaj mi to pomaga, ko so vsi na minimalcih. In k temu moramo seveda tudi
mi stremeti torej iskati delovna mesta z boljšimi plačami, dodano vrednostjo. Tukaj je gospod Križanič kar v pravo smer razmišljal, tudi sam mislim, da tudi Evropska unija bo v naslednjih perspektivah bolj spodbujala ukrepe, ki se bodo borili proti zamiranju podeželja, tudi turizem. Jaz pravim, zakaj se vsi hodimo voziti na Vinsko cesto Šentil ali pa v Avstrijo, ko pa imamo tu dovolj lastne infrastrukture za takšne projekte. Samo povezati bi mogli vse deležnike in bi seveda jih podpreti. Hvala lepa. Janez. Hvala. Se bom bolj osredotočil v pogoje, ki jih mora občina ustvarjati. Res, da občina ne more vplivati, koliko bo v eni proizvodni hali delavcev, pa kakšna je plača. Res, da smo od tega potem v občini odvisni in tudi v proračunu bi se to odražalo. Vendar, pogledajte, bil sem v eni izmed naših pobratenih občin, Aranđelovac, kjer smo že 47 let pobrateni, na enem mestu dobiš vse soglasja, po možnosti še v istem dnevu. Če jih ne dobiš, jih dobiš na istem mestu naslednji dan. Načelnik te občinske uprave nam je pokazal vse te predalčke, kjer se ljudje vsedejo in se jim uredi na enem mestu. In to je tisti pogoj, ki jih lahko občina ustvari. Imamo prostorski plan, imamo marsikaj, industrijske cone smo omenili, turizem, imamo kmetijsko zaledje. Vse to je razvoj v plus delovna mesta in plus zadovoljstva ob dobri infrastrukturi, ki pa jo pač moramo urediti. To so varne poti, urejene ceste, urejena kanalizacija in vse to, kar pač vedno zagovarjam, in zaradi tega sem se tudi odločil, da kandidiram za župana, ker to bi v prvi vrsti uredil. Hvala lepa.